Danes dobivamo 16. vlado Republike Slovenije, 4. vlado Janeza Janše in pa vlado, za katero stoji večina volivk in volivcev. Robert Golob je po volitvah dejal: samo brez panike, vse imamo pod nadzorom, to barko bom pripeljal v varen pristan. In z veseljem danes ugotavljam, da je to barko, ki sliši na ime Republika Slovenija, dejansko pripeljal v varen pristan. Ta varen pristan pa sliši na ime 4. vlada Janeza Janše, ki bo seveda gospodarila drugače, ravnala drugače, predvsem pa Slovenijo vodila drugače, kot jo je vlada Roberta Goloba. Tisto, kar sem se zapomnil, ko je še približno 2 uri in pol odhajajoči premier dejal, je tole: mir pomeni, da takrat, ko se mir pomeni, da lahko civilna družba, stranke ali kdo drug, da se lahko kadarkoli odloči, da protestira in da se protestnikov ne oglobi. Jaz se s tem strinjam, mir je sicer vse drugo kot to, ampak recimo, da tudi to. Jaz se spomnim, kako se je ravnalo s protestniki tudi v času vaše vlade, čeprav nam je v začetku prejšnjega mandata bivša predsednica Državnega zbora tukaj žugala, nam vsem, tudi predsedniku vlade, naj se nikoli več ne zgodi, da bi policija dvignila roko nad slovenske državljane, pa je molčala, ko so tamle v primeru C0, vemo, kaj delali z lastniki zemljišč, pa je molčala, ko so bili protesti, pa je molčala, ko se je dogajalo vse okrog ambasade Rok, ampak to je zdaj mimo. Enostavno zadeve niso primerljive. Ko je predsednik vlade odhajajoči govoril o mednarodnem pravu, je dejal: Palestino smo brezpogojno podpirali. No, tle se je pa zlagal. Kajti brezpogojno podpiranje Palestine, za katero je vlada Roberta Goloba trdila, da je neupravičeno okupirana in vojaško napadena strani Izraela, in pa da se tej Palestini oziroma njenemu narodu, Palestincem, dogaja genocid, bi pomenilo tudi, da se gre v tožbo proti Izraelu. Brezpogojno podpiranje Palestine bi pomenilo, da se gre v tožbo proti Izraelu. In kaj se je zgodilo, kolegice in kolegi, in to je pomembno, ker bo tudi, jaz mislim, da kar rdeča nit tega mandata, čeprav me zelo spodbujajo besede kandidata za notranjega ministra Francija Matoza, ki je dejal, da bo z usmeritvami dal policiji 2 prioriteti. Najprej 2 prioriteti. Podkupovanje poslancev, o tem bom še nekaj kasneje, in pa zadevi Black Cube. No, in brezpogojno podpiranje Palestine je seveda, da gremo v tožbo proti Izraelu. To ste napovedovali, kolegice in kolegi, vlada Roberta Goloba stalno. Potem pa, glej ga zlomka, ko pride do glasovanja na vladi, pa naenkrat tožba ni izglasovana. Robert Golob se vzdrži, v SD-ju se vzdržijo, v Levici koga ni, ministri Svobode pa glasujejo proti, ampak seveda vse naprej izračunano, da ni kvoruma oziroma da zadeva ne gre čez. In v tistem trenutku, kolegice in kolegi, se naredi kaj? Ustavi se objavljanje posnetkov, ki smo jih lahko videli na strani Corruption in Slovenia. Jaz namenoma ne bom govoril posnetkov Black Cuba. Zakaj? Ker enega dokaza ni, kolegice in kolegi, enega dokaza ni. In to smo tisti, ki smo bili včeraj na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube. Lahko jih je posnel kdorkoli. Lahko jih je posnela kakšna druga izraelska služba. Bodo upali, da se pa mogoče še kdaj tiste besede Roberta Goloba uresničijo, da to ni zadnja primopredaja med Janezom Janšo in Robertom Golobom, in zopet ga bodo lahko držali v šahu. Tako da jaz resnično upam, da bomo tej aferi prišli do konca
Kajti glede na slišano včeraj na Knovsu in glede na to, da smo bili zelo konstruktivni in smo se določene stvari vnaprej dogovorili, se jaz izjemno veselim epiloga te afere. Na teh hearingih, na teh zaslišanih ministrov je bilo obtoževanje stranke Demokrati in pa stranke Resnica, da so naredili volilno prevaro, da so požrli svoje obljube. Kolegice in kolegi, kaj so govorili v Demokratih? Ne gremo z Janezom Janšo, ne gremo z Robertom Golobom. Kaj so govorili v Resnici? Ne gremo z Janezom Janšo, ne gremo z Robertom Golobom. Se pravi, kaj, če bi pa z vami šli v vlado, pa ne bi pojedli obljube, kako? Pa ne bi bila to laž pred volitvami. Glejte, kako ste dvolični. Demokrati in Resnica so na podlagi vsega, kar se je dogajalo v zadnjih 3 mesecih, imeli samo 2 možnosti. Ali prvič se upošteva realnost po volitvah, sestava parlamenta in se naredi programsko koalicijo, koalicija, ki bo sodelovala na podlagi programa, ali drugič, da gremo na predčasne volitve. In če bi šli na predčasne volitve, kolegice in kolegi, jaz sem prepričan, da bi Slovenska demokratska stranka dobila boljši rezultat. Ker strinjam se s tem, kar je rekel odhajajoči premier Robert Golob. Afera Black Cube je vplivala na slovenske volitve. S tem se pa prekleto strinjam. Poglejte si procent Slovenske demokratske stranke v nedeljo 14. marca, v prednosti, mislim, da 7 odstotnih točk. Potem pa si poglejte od 15. marca, ko je afera prišla ven, vsak dan do 22. marca, ko pa je Slovensko demokratsko stranko Gibanje Svoboda prehitel. Ja, kolegice in kolegi, afera Black Cube je imela vpliv na slovenske volitve, vendar je bil ta vpliv negativen za Slovensko demokratsko stranko. Ta afera je škodila nam. Vam pa je koristila, ker kljub temu, da aktualni premier ni slovenski javnosti mogel ponuditi nič drugega kot strašenje pred državo, katero pa ni upal tožiti, so ga Slovenke in Slovenci kljub temu izvolili. Je kljub temu zmagal na nedeljskih volitvah. Na nedeljskih volitvah. Ker verjemite mi, če bi mi imeli vsa volišča zakonita na predčasnem glasovanju in če bi naši rojaki po svetu vsi dobili glasovnice, bi kljub temu Slovenska demokratska stranka v nedeljo ob 7. zvečer bila zmagovalka. In tudi to, spoštovani predsednik vlade, jaz računam, da je volilna zakonodaja ena od tistih, ki jo bomo probali v partnerstvu za razvoj oziroma v teh partnerstvu za uspešno Slovenijo razrešiti in izboljšati, ker jaz si želim na naslednje volitve iti, da po volitvah bomo vsi lahko rekli, ja, volitve so bile poštene, izvedene tako, kot morajo biti, ne glede na to, kakšen bo rezultat. Potem je rekla, Janković je imun tako rekoč na vse, nedotakljiv, sodni postopki mu nič ne morejo. V njegovem primeru se tudi jaz sprašujem, bili so postopki, ki bi v nekih 4 fazah morali iti skozi, pa niso. Zato je vprašanje, ali so bili pristranski v njegovo korist. Pa ste, to je govorila bivša pravosodna ministrica. Ni vedela, da jo snemajo, a ne? Potem pa kar, da so neke zlepljenke. Ja, lej, ženska, če si to rekla, si to rekla. Tle ni nobene zlepljenke. Še vedno ima Robert Golob pomembno besedo v GEN-I-ju. Ne javno, kot pravim, ampak v bistvu bodo naredili vse, kar jim reče. Predstavljate, da bi rekli, Janez Janša ima vpliv na Telekomu Slovenijo, delajo se tako, kot on reče. Ali pa na Borzenu delajo se tako, kot on reče. On ni dal svoje poročne priče na Borzen, nekdo drug jo je. Kaj je rekel Dejan Paravan glede lastništva GEN-I-ja? Tukaj ni pravega lastnika podjetja, veliko politike, veliko pritiskov in ciljev, ki niso vedno zelo jasni in neposredni. Nina Zidar glede Zorana Jankovića. Ja, z njim je res zelo lahko, saj veste, ima svojih 10 odstotkov in to je. Da ne govorim tiste slavne izjave Vesne Vuković, en teacher, Barbara, tam je povedal,
direkt, kje Alenka krade, da na drugem tiru krade kot Srak. In z vami ne bi šli v koalicijo. Dve stranki, ki sta se najbolj borili, ki sta v bistvu izpostavljali, da pač ne želita več korupcije. In to, kolegice in kolegi, jaz nisem mogel govoriti, ko sem slišal stališče Socialnih demokratov, da jih skrbi skok. Če bo ta organ dejansko zaživel in bo delal tako, kot mora, jaz verjamem, da marsikoga skrbi. Ker je korupcija v tej državi očitno pod vašo vlado dobila domovinsko pravico. Ne? In lejte, kaj jaz ne morem verjeti, druga zadeva, ki sem pa rekel, ne, in jaz upam, da se bo to razrešilo, pa je podkupovanje poslancev. Jaz dokler dokazal ne vidim, ne morem nič trditi, ampak lejte, 3 naši poslanski kolegi so podali prijavo na policijo, da jih je nekdo skušal podkupiti. In namesto, da bi vsi tukaj stopili za te 3 poslance, jim nudilo oporo, je prišlo v nedeljo žal do tragičnega dogodka, ki nas je vse pretresel, ampak gledajte, veste kaj, jaz ne morem verjeti. Poslanec, ljudje v državi govorijo, kako smo politiki koruptivni. A ne? Potem pa se najde poslanec, ki pa prijavi nekoga, da ga je skušal podkupiti, zdaj pa ta poslanec kriv vsega. Mislim, a smo mi normalni? Vsi govorijo, da smo politiki koruptivni, potem pa se najde en politik, ki nekoga prijavi, da se je ponujalo neke podkupnine, je pa linč nad tem poslancem. Mi nismo normalna država, mi res nismo normalna država in jaz upam, da policija to razišče. Tako da srečno novi vladni ekipi in Bog živi Slovenijo.